tudi vam vsem, ker smo na začetku novega leta tudi vse najboljše želje za novo leto Gospodovo 2023. Tako. Pravijo, stari dober rek govori, z Bogom začni vsako delo, pa bo dober tek. Zato priporočimo tale naš zajtrk, tole naše druženje, mož, Gospodu, pa tudi obenem res, ker smo v začetku tega leta, priporočimo tudi to leto s tem Bogu. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Vsemogočni Gospod Bog, naj bo hvaljeno in slavljeno Tvoje ime. Hvala, ker si nas zbral v tako velikem številu. Hvala, ker nam daješ možnost, da se ponovno zbiramo skupaj. Prosimo, blagoslovi in vodi nas v tem času, ko smo tukaj skupaj zbrani, da se bomo opolnomočili v svoji moški vlogi, v svoji očetovski vlogi, v svoji zakonski, partnerski vlogi in daj, da bomo delovali v tem svetu tako, da bo tebi všeč in da bo prinašalo pravi uspeh in pravi blagoslov. V Kristusu našem Gospodu, amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Peter, predno bova začela nekaj uvodnih besed. Mi smo bili lansko leto tukaj z vami, kaj ne? Pred korono. Ampak zdi se nam... Pred 4 leti. Točno to. Kako čas hitro mine, ne? Zelo. In takrat še s tvojim očetom v tvoji vlogi današnji. Tako je. In moram reči, hvala lepa, ne, zelo sem počaščen, da sem lahko ponovno gost na tem vašem moškem zajtrku. Na temo, ki je verjetno enako zanimiva kot tista takrat, ne pred 4 leti. Hvala lepa. Tako, hvala. Jaz se pogosto znajdem v takšnih vlogah, v očetovih čevljih. Z moškimi zajtrki je pri nas začela družina in življenje, oziroma naš oče v domači hiši leta 2005. Ampak jaz sem se že dosti pred tem, še tam nekje leta 95, znašel v podobni vlogi. Bil sem v gimnaziji Želimne, kamor je pred toliko in toliko leti hodil tudi moj oče. Kdor slučajno pozna profesor Antona Koširja, ki je še zdaj, hvala Bogu, živ in med nami, bil je pa že takrat v letih, ko je mene učil, me je učil zgodovino in tudi on je bil malo tako historičen v tem, kako je mene naslavljal. Jaz sem bil za njega vedno Daniel, no boš Daniel ti povedal. In potem jaz to nekaj mesecev pustim, da on mene naziva z Danielom, potem pa se vendarle skozi malo pogumim, pa dvignem tačko, pa rečem, gospod profesor, se opravičujem, jaz nisem Daniel, jaz sem Benjamin, njegov sin. Pa pravi, ojoj, se opravičujem. No, Daniel, povej. Tako da. Doktor Peter Milonik, hvala, da ste ponovno z nami. Peter je mož, ki je v življenju poslovno deloval v koliko državah? V 12. V 12 državah. Na 2 celinah, ja. Pretežno seveda v Evropi, pa tudi v Združenih državah Amerike. In pri 10 letih seveda si nisem mislil, da bo nekoč moje življenje se odvrtelo na ta način, ampak ena zadeva je dala drugo, tretjo, četrto. In na neki točki se znajdeš v položaju, ko se ti poslanstvo zgodi. Ni načrtovano, ampak se ti zgodi in v tej vlogi sem užival med temi 40 let poklicnih, ki sem jih zdaj zaključil, kar pa ne pomeni, da sem že za staro šalo. Z eno nogo sem v pokoju, z drugo pa še nekaj brcam, ampak 12 držav pa v celinah. Ker se zdaj z ženo selita v Združene države k otrokom, ne? Ja, prosim. Smo rekli, vas bomo
probali še enkrat ujeti pred skokom čez lužo. Tam smo živeli kar 15 let, oba tudi otroka, dve hčerki, odrasli medtem tudi že, sta rojeni tam. Potem sva sledila možnosti zaposlitve v Sloveniji. Nameravali smo ostati 2-3 leta. Iz tega je nastalo potem 10 let, ker sem se v Krškem oziroma v prestolnici tako zelo dobro počutil, tudi žena pa vsa družina. In od tod smo potem krenili po drugih koncih in krajih Evrope. In ja, tako da imamo tudi, bi rekel, neke svoje korenine, ki smo jih pognali v Ameriki, druge pa tu, ne. Jaz samo po sebi sem koroški Slovenec, tako da moje korenine izhajajo od tam. Žena je rojena v Sloveniji, ampak se je potem starši podala tudi v svet, najprej v Nemčijo, potem pa v Cleveland in v Washington. Tam sem tudi kasneje srečal kot študent in ta študentska naveza traja še danes. Bravo. En aplavz. Mož svetovnega formata, torej, zato nam je res dragoceno, da ste z nami. Pa še nekaj je pri vas res dragocenega, namreč zadnja leta ste se podali v en velik projekt pisanja trilogije, 3 knjig, od katerih sta doslej 2 že izšli. Ko smo bili nazadnje skupaj, je bila samo 1 in je bila ideja 2, potem je korona majčkeno zamaknila izide druge, 3. izide drugo leto, če prav razumemo, ne? Naslov knjig pa je Zasidran v veri. To so zbirka premišljevanj. Kdor je zdaj še ni seznanjen s to knjigo oziroma s tema 2 knjigama zdaj, zbirka premišljevanj, v katerih gospod Peter podaja razmisleke na čist preproste vsakdanje življenjske teme, obenem pa tudi res na vprašanje, kako se to moje konkretno družinsko, poslovno in drugo življenje navezuje z samo vero in daje recimo res take močne izkustvene odgovore. Današnja tema, o kateri bova govorila, to je 10 zapovedi za uspeh, je vzeta iz črtice oziroma iz enega tega premišljevanja iz knjige, ki še prihaja. Za uvod v tole prvo zapoved, ki jo imamo tule že gor izpisano, bi pa midva poslušala eno premišljevanje, ki govori o učenju. To je pa posnel gospod Pavle Ravnohrib, tako da bomo tekom tega jutra prisluhnili 3 takim kratkim audio insertom, kot nekakšno popestritev teh, da si boste malo predstavljali, kako same te premišljevanja v knjigi izgledajo. Tako da, prosim, Aleš, hvala. Učenje. Če se ne učimo, se ne naučimo. Nepismenost nas zaznamuje, dejanska ali pa funkcionalna. Manjka nam besedni zaklad. Logično sklepanje nam ne uspeva, kaj šele, da bi razumeli njegov pomen. Brez učenja tudi ni izobrazbe na izobraženosti. Ni kulture duha, ki se izraža skozi tisto, kar je pridobljeno po umu in razumevanju. Če bi zavrgli možnost, da se karkoli naučimo, smo bitja brez vidne sposobnosti, organizem pač, ki deluje biološko, čeprav nerazumno. Kdo hoče pristati na takšno usodo? Ker ni človeka, ki bi želel to zase ali za svoje bližnje, se učimo, vsaj v dobi odraščanja. Posebno odgovorni ljudje so privrženci vseživljenjskega učenja. Spoznavajo, da je vedno na voljo novo znanje, ki ga preteklo ni moglo zajeti. Saj je svet podvržen stalnim spremembam z novimi človeškimi odkritji vred. Ko bi se torej zapirali svetnim razodetjem, smo pripravili pot nevednosti, nečastno in nevredno. Kaj šele, ko se zapiramo Božjim razkritjem? Takrat smo živa znamenja usodne nevednosti. Menimo, da vemo, pa ne. Ne dojamemo bistva, ker ne poznamo Božje abecede. Učenost sveta nas je sicer oplazila, a nas ni zaznamovala za razumevanje presežnega. Le v sprejemanju Božjega
dobiva naša svetna izobrazba svojo žlahtno podobo. Razkriva se v neutrudni želji po spoznavanju širšega, večjega, višjega, po volji, da bi se učili ljubiti misterij življenja. Hvala. Torej, prva zapoved govori mečkim bolj specifično o učenju, govori konkretno o izobrazbi. Pravi, zavzemaj se za kar najboljšo izobrazbo, daje ti znanje. Z njim pride moč, pa tudi sposobnost, da se uveljaviš. Kako bi bilo, če še enega jezika ne bi govorili, bili bi obsojeni na blebetanje. Podobno je z izobrazbo, ki se ji odpovedujemo. Zdaj, če skušamo povezati ti dve misli, pa govori v tem premišljevanju, govorite o tem, da se izobražujemo oziroma da se učimo kot otroci v dobi odraščanja, potem pa se posebno odgovorni posvečajo vseživljenjskemu učenju. Ampak moja izkušnja, pa mislim, da izkušnja mnogih ljudi je to, da nam v tistem učenju dobe odraščanja nekako to voljo do učenja marsikdaj ubijejo. Kako ste vi v življenju nekako gojili to željo po učiti se, izobraževati se? Kako naj mi pridobimo to željo, voljo po nekem dodatnem izobraževanju? Moram reči, da je tudi pri meni bilo tako, da na začetku ni bilo kakšne posebne želje do učenja. Jaz sem sicer doraščal v učiteljski družini, dva starša sta bila učitelja v osnovni šoli v Zilski dolini na avstrijskem Koroškem. In ona dva sta rekla, naslednja stopnja je slovenska gimnazija v Celovcu. To bi bilo normalno, da grem iz osnovne šole na gimnazijo. Ko sem bil na gimnazijo in se je bližala matura, je bilo zame tudi normalno, da grem študirati naprej. Upisal sem se na pravno fakulteto na Dunaju in verjetno zaradi notranjega vzgiba ali motivacije, če želite, da bi nekaj napravil na Koroškem kot pravnik. Zelo mi je šla na živce diskriminacija koroških Slovencev, ki smo jo doživljali v tem času odraščanja. In tako da je bila odločitev priročna, da se grem pravo, ker bi v tej vlogi, v tem poklicu lahko marsikaj dobrega naredil zase in seveda tudi za narodno skupnost na drugi strani Karavanke. In ja, tako sem se potem upisal na Dunaj in jaz mislim, da ta želja po dodatnem znanju je nekako rastla in potrebuje svoj čas, da se v človeku uveljavi, da se v človeku razraste v neko, bi rekel, globljo motivacijo, da nisi še na samem koncu spoznan vedenja, znanja. In jaz tudi mislim, če gledam zdaj nazaj na svojo prehojeno življenjsko pot, je tako, da mislim, da to ne govorim samo zase, ampak malo se kdo bo to pritrdil, potem bo pritrdil, da opažamo, da smo za vsako novo stopnjo izobrazbe ali pa zaključka nekega naslova na drugi razgledni točki, ampak nikoli ne zaobjame naše znanje vsega. In bolj, ko se učimo, bolj spoznavamo tudi, da ne vemo skoraj ničesar. To je ena taka sokratovska misel. Vem, da nič ne vem, to je prava modrost. Pa vseeno, res meni je všeč ta ideja te nove perspektive, ki jo pridobiš z vsakim nekim novim izobraževanjem, ki se mu posvetiš, neko novo temo, ki te pritegne in v katero se vržeš. Vam je v letih, verjetno malo kasneje v življenju, prišla ta tema tega duhovne rasti in spoznavanja
božjega, bi rekel, ki jo nekako zelo naslavljate v teh knjigah, to verjetno ni prišlo še čisto takoj na začetku karierne in poklicne poti, ampak nekako kasneje. Potem je bilo pa treba to, bi rekel, verjetno bolj kot ne z nule štartati, ne, v to temo. To je res, ampak mogoče se vrnem na tisto prvo vprašanje za kratek čas, če lahko. Ja. Jaz mislim, da je tudi tako, veste, znanje ima tudi neko svoj rok trajanja. Vedno spet opažamo, da novo znanje ne zaobjema starega in da se stari seli tako rekoč v zgodovino in novi nastaja izpred našimi očmi. Če gledam recimo kurikularni načrt današnje pravne fakultete na Dunaju, ker sem sam tudi na koncu graduant, je mnogo predmetov, ki jih takrat ni bilo in so novi, ne? Samo športno pravo, mednarodna arbitraža in tako naprej. Ne? To so predmeti, ki so nastali, se pravi, da je tudi znanje kot tako vedno spet podvrženo določenim spremembam. In če to vemo, je seveda zelo dobro, da smo odprti ne le za možnost, bi rekel, tiste prvotne izobrazbe, ki traja, če želiš iti na univerzo, pa zaključiti z nekim akademskim naslovom 16, 18, 20 let, potem je lahko še kakšen podiplomski študij, če se za to odločiš. Ampak to je dolga doba, ne? In v tem času se lahko marsikaj spremeni, dejansko vse. In če pogledamo nazaj v zgodovino, vidimo, ne, da je bila tam ena znamenita krilatica, znanje je moč, ki gre nazaj na Francisa Bacona, ki je bil angleški filozof razsvetljenstva konec 16. stoletja, ki je celo rekel, ne, da je tudi znanost, torej ima, bi rekel, svojo moč. In potem iz tega so speljali potem delavska gibanja širom Evrope, krilatico znanje je moč, ker so vedeli, da so v podrejenem položaju, mogoče tudi zato, ker nima vseh veščin, vsega ne znajo, kot je bilo tipično za vodilni razred takrat. Ne? In če pogledate, recimo, zanimiva se mi zdi tudi ta ideja Mahatme Gandhija, ki je nekoč dejal, da delaj, kot da boš jutri umrl, a uči se, kot da boš večno živel. Malo obratno kot tisti benediktinski stavek, ne ora in ne mora, in kar so naši predniki rekli, da pač ne molimo, kot da bomo jutri umrli, ne delamo, kot da bomo večno živeli. In jaz se spominjam, mogoče samo anekdote ob robu nekega svojega predsednika uprave firme multinacionalke avstrijske, za katero sem svoj čas delal. On je vedno vsaki priložnosti rekel, Wissen ist Macht, Wissen ist Macht. Znanje je moč. Ne? In je imel prav zanimivo, recimo, življenjsko zgodbo. On je bil mizar, preden je postal potem to, kar je bil kasneje. Ne? Mojstrski izpit, ampak vedno ga je vleklo v nekaj drugega, v nekaj več. In naredil je večerno šolo, potem je tudi naredil večerno maturo, na kar je potem polagal izpite za revizorja in takrat je delal za neko avstrijsko firmo, ki pa je doživela, kot temu rečemo v poslovnem svetu, skrbni pregled se strani neke ameriške multinacionalke, ki se je kasneje tudi odločila kupiti to podjetje. Ne? In ta človek je bil na pravem mestu. In jaz vam rečem, v življenju nisem srečal boljšega finančnika kot tega človeka. Ne? Pa je štartal kot mizar. In na koncu je bil predsednik uprave in ko je prišel na kakšna večja, recimo, srečanja, sestanke z vodilnimi menedžerji, tam nas je bilo 20, 30, 40 v sobi, je vedno prikorakal z 2 aktovkama in vsaki aktovki je imel 7-8 kil papirja, dokumentov, analiz, takih in drugačnih. In seveda, nihče mu ni moral do živega, ker on je to vse preštudiral predhodno in je vedel več kot mi ostali, ne? Na določene teme. In znanje
Zakaj je to važno? Zakaj je izobrazba važna? Zato, ker ti daje suverenost, da lahko opravljaš posel s tisto strokovno, bi rekel, zahtevo, oziroma s tisto strokovnostjo, ki je zahtevana od tebe na tem določenem položaju. In tudi je najboljša naložba, investicija, ki se zelo bogato obrestuje. Jaz sem videl recimo v svojem življenju, ko sem živel še na Koroškem, so bili kolegi, ki so pri 14-15 letih končali prvi del srednje šole, potem so šli kot vajnci nekam delati v tovarne in so bili zelo srečni, da so doslužili takrat 200 evrov na mesec. In mi smo nekako stali ob strani in rekli, mi pa nismo imeli ničesar, ne. Žepnino, ki je dal oče ali mama, ampak to je bilo takole, ne, z eno kavo ali z en čaj takrat. Oni so pa vendar lahko imeli že takrat, ne, lepe plače. Samo ti plače so ostale na tem nivoju, bolj kot ne. In če pa ti študiraš 18, 19, 20 ali več let, potem je tvoja tržna vrednost v perspektivi toliko večja. In se to tudi pozna, monetarno, finančno se to pozna. Zdaj pa da odgovorim tudi na to vprašanje o recimo o duhovnem znanju. Kako se potem tole zbudilo? Jaz moram reči, izgledam to vse v kontekstu milosti. Vera, verovanje je milost. Lahko izprosiš to milost, največkrat to tudi je tako, ampak to ni zasluga naša. Da ti veruješ v Boga, to ni naša zasluga, to je milost. Ja, ampak bolj kot se ti odpiraš Božjemu razodetju, bolj kot si ti pripravljen tudi sprejeti Božji nauk in se temu ne zapiraš, kot rečem, ampak odpiraš, večja je tudi verjetnost, da boš deležen te milosti. In pri meni se je, kar se recimo izobrazbe tiče in tudi tega potem približevanja pisanja duhovnih zapisov, zdaj v 2 knjigah, potem v trilogiji, kot je to načrt. To se je začelo z nekim milostnim posegom. Jaz zato nisem sam zaslužen, sem ga bil pa deležen. Ne? In mogoče tudi zato, to tudi danes rečem tako odprto, ker to ni taka skrivnost, rad bi tudi, da bi to vas motiviralo. Je to sad dolgoletne molitve. Prijemanje milosti je sad dolgoletne molitve. Jaz sem to delal desetletja že. Delam danes in bom to delal do svoje smrti. In če ti moliš, če si ti odpreš Božjim spoznanjem, če iščeš Jezusovo bližino, potem ti na neki točki tudi potrka na rame in reče ti, ne? Saj ti imaš tudi to sposobnost, zakaj pa ne bi naredil nekaj zame v tej vlogi, s to sposobnostjo, ki jo imaš. Vsi imamo različne talente. Moj talent je med drugim tudi ta, se opravičujem, da pisal sem stvari že kot mlad človek in jih zdaj nadaljujem v tej vlogi na ta način. Če potegnemo črto pod to prvo zapoved, bi jaz rekel, da je neka odprtost za nekaj več. Se pravi, najprej v smislu izobrazbe, kar v bistvu zahteva, da priznam, da sem nekaj vreden, da imam neke talente, ki jih lahko razvijam, in jih tudi v resnici Bog želi, da jih razvijam. Najprej na tem čisto izobrazbenem področju, poslovnem, da ne igram, kar pa je pri nas v Sloveniji zelo prisotno in tukaj mislim, da prinašate s svojim svetovljanskim pogledom svežino v ta naš prostor, da ne igram te vloge žrtve, ampak da pomislim, jaz zmorem, meni je dano
in da v bistvu na ta način potem povabim Boga, ki me je tako stvaril, in se tudi njemu odprem. A ne? Pa bova do Boga in do teh duhovnih vsebin še kasneje prihajala. Zdaj le pojdiva k drugi zapovedi. Opravljaj delo, ki je po tvoji meri in je pošteno, koristno. Ni vsako takšno, pa čeprav ponuja zaslužek in socialno varnost. Prizadevaj si za delo, ki izgrajuje družbo, ki je v službi izgrajevanja Božjega kraljestva. Torej, večkrat sva že nakazala, ne? Kaj pomeni to iskanje tega talenta, priznavanje talenta, ki je po moji meri. Ne? Kako naj jaz spoznam neko svoje mesto, kako naj bom v stiku s samim sabo, recimo. Če govorim v tej pasaži o delu, ki ne bi bilo po tvoji meri, imam v mislih to, da se vprašaj kot mlad človek, ko izbiraš poklic ali svojo življenjsko pot poklicno. Kam te Bog kliče? Kakšne talente imaš? Mnogokrat je tako, da bodo starši odločili za mladega otroka, bodi si fanta ali pa tudi dekle. In bodo rekli, mi pa mislimo, da bi bil to dober zdravnik, ali pa živinozdravnik, ali pa trgovec, ali pa ne vem, učitelj, inženir. Je pa tudi tako, da ob vsem spoštovanju do staršev se tudi dogaja, da imajo oni v vidu svoj lastni interes, ne pa toliko interes otroka. In če se to dogaja, potem je dobro, da otrok skuša najti stik do svojega lastnega navdiha. V sebi nosiš nek navdih, v sebi nosiš vednost ali vedenje o tem, kje je tvoja vloga v življenju. Če se to dogaja na zavestni ali na podzavestni ravni, mogoče niti ni tako važno, ampak jaz mislim, da to človek v sebi globoko čuti. In če je tako, recimo, da ti nekdo sugerira, tvoja pot je ta, ti pa rečeš, ne, tu se ne vidim, potem je dobro, da se potem ponovno povežeš s svojim navdihom. En primer se mu navedem. Poznam družino, kjer je bil oče zelo, bi rekel, preokupiran z mislijo, bila je to veččlanska družina, več otrok, da naj bi vsak otrok imel poklic, ki mu zagotavlja monetarno varnost in, bi rekel, blaginjo. In ne glede na to, kakšen poklic to zdaj dejansko garantira ali omogoča. In potem so otroci šli študirati zadeve, ki jih dejansko nikoli niso prav želeli. In takšen človek bo sicer ta poklic opravljal, ampak v bistvu nikoli ne bo srečen. Če pa ti nisi srečen, na neki točki tudi poklica ne opravljaš več zelo dobro in je to zgrešena odločitev. Naknadno se to izkaže kot zgrešena odločitev. Tako da mogoče, ja, so tudi primeri, ko ti ne veš, tavaš, dvomiš, 15, 16 let, 17 let, 18 let, greš na univerzo, kam bi se vpisal. In takrat je dobro, da se tudi tega zavedaš, da lahko tudi izmoliš in naj bi izmolil odločitev, ki je po meri nebesa, koliko po tvoji meri, ampak tudi po volji Boga. Se nas je on poklical v življenje. On ve, kdo smo. On nas je poznal, preden smo se mi sami poznali, in on nas tudi bolje pozna, ker je naš stvarnik kot mi sami. To je tisto delo, ki je potem v službi izgrajevanja Božjega kraljestva, ko ti v bistvu najdeš svoj element, tisto, kjer si ti doma in kamor si res poklican. Kaj pa takole, tukaj smo možje, ki smo nekako že v svojih poklicih, pa se kdaj v svojem poklicu res najdeš v situaciji, ki zahteva od tebe, rečemo, moralni kompromis, nekaj, kjer v bistvu ni pošteno, ni koristno, veš, da pismo tole pa ni prav, da počnem. Kaj v taki situaciji narediti? Kje je tista meja, ko je treba reči stop, ali pa kdaj se dopustno tudi prepustiti? Jaz mislim, da je dobro, da tukaj
delujemo in odločamo na moder način. Včasih tudi na pragmatičen način. So primeri, ko preprosto ni možno delati v kakšni drugi službi, kot v tisti, ker si. Pa se tudi mogoče z delom podjetja, v katerem si zaposlen, ne poistovetiš. Ampak preprosto nimaš druge možnosti, ne? Ali pa še nimaš druge možnosti. In takrat je popolnoma razumljivo, da se boš držal službe, ki jo imaš, do tistega trenutka, ko se ti odpre kakšna druga možnost. Naj bi delal na tem, da se odpre druga možnost, mislim, da. Ne? Aktivno iskal. Aktivno iskati, če najdeš, dobro, če ne najdeš, je pa potem tudi to treba razumeti kot Božjo voljo. Ne? Na pamet mi pride oziroma na misel, ni daleč od tod, bivša Tobačna, se mogoče še danes je, ne vem. Takrat sem delal v Brestanici za kartonažno podjetje in mi smo dobavljali kartone temu podjetju Tobačni. In to je bil naš, kot se reče v angleščini, key account, ne? To je bil eden glavnih kupcev. In za nas zelo vreden in spoštovan kupec. Ampak vsakeč, ko sem pristopil prag Tobačne, me je stisnilo v sebi. Zato, ker sem razumel in videl, da dejansko proizvajajo proizvode, ki škodujejo ljudem. In verjamem, da ima vsak od vas tudi primere v družini ali pa v sorodstvu, ko je nekdo zbolel za rakom umrl. In je popolnoma jasno, da kajenje ne koristi zdravju. Ne? Mnogokrat te zavede in potem, kot mlad človek kadiš in ne moreš nehati, tudi takih primerov je veliko, tudi v moji lastni družini jih je bilo. In eden mojih stricev, recimo, on je bil tam v Avstriji tovarniški delavec 40 let, začel je kaditi kot najstnik in živel sicer do 85, ampak na koncu se je zadušil, ker dejansko mu je zmanjkalo pljučnih kapacitet. Skratka, to bi bil en primer in takih je veliko. Ko se človek, ki ima možnost, da tam tudi dela, po mojem mora vprašati, ali želim svoje talente in svoje sposobnosti dati na voljo podjetju, ki pa prinaša družbeno nekorist, ki škodi družbi. In to bi bil pogled, ki ga sam zagovarjam. Ne bom nobenega sodil ali celo obsodil, da dela v taki družbi ali v taki tovarni. In kot sem rekel na začetku, se mnogokrat nimaš druge izbire, če pa izbira obstaja, jo poišči in okleni se je. In bodi proaktiven pri iskanju tega, da je tudi tvoja vest pomirjena. In še to bom dodal. Jaz sem v svojem življenju delal v mnogih podjetjih, takšnih, drugačnih, multinacionalkah, družinskih, takih, ki so kotirali na borzi v različnih državah. Ampak kar me nekako pomirja, ko gledam nazaj, k sreči, mogoče to tudi sreča, bila, sem vedno delal v podjetjih, ki so proizvajali koristne stvari. Embalaža je koristna, ker lahko, ne vem, pripelješ hrano ali pa računalnike, pohištvo iz lokacije A na lokacijo B in tega ne moreš elektronsko storiti. To gre se lahko samo preko cestnega transporta in zato da rabiš ti embalažo. In ni bila samo embalažna industrija, v kateri sem delal, so bile še druge industrije. Ampak nekako sem bil zaščiten pred tem, da bi delal v industriji, recimo, kjer proizvajajo mamila ali proizvajajo biokemično orožje in podobno. Torej, tak klic k proaktivnosti, tudi če se znajdeš v takšni situaciji, moli išči način, kako morda si poklican ven ali pa morda potem lahko postaneš pomirjen s tem, ampak ne brez nekega aktivnega iskanja. Pojdiva k tretji zapovedi, ki govori o eni taki diževski temi,
pri družini in življenju imamo eno zelo pomembno načelo, da dajemo naprej to, kar smo sami prejeli, in tudi to načelo pravi takole: razdajaj svoje znanje in ga meči na vse strani, saj je brez koristi, če s teboj umre. Bodi človek občestvenosti, polagaj svoje talente pred druge, da boš opravičen v očeh bližnjih in dobrega Boga. Kaj pomeni polagati talente pred druge? Kako bi to razumeli? Tukaj sem imel v mislih Franceta Prešerna, ki ga vsi poznamo, ki je v svojem sopotniku Matiji Čopoku rekel: v Ljubljani je dihor, ki noč in dan žre knjige, a od sebe ne da najmanjše fige. Na kar se je seveda pritožil Matija Čop, se to že ne bolj misleno, torej zelo, zelo resno, ampak vsakem hecu je tudi del resnice. Matija Čop je odgovoril, da ni res, da on sicer živi zase in za svoje knjige, ampak ni res, da ne bi dal od sebe nobene fige. Kar mu tudi verjamem. Potrebno je, recimo, če se vežem na vlogo poslovodje v firmi, da ti narediš stvari, ki so koristne za druge. Osebno ga nisem poznal, ampak po imenu vsaj, Peter Brabek let Matej, on je bil dolgoletni glavni direktor multinacionalke Nestlé v Švici. Oni se ukvarjajo z živilsko industrijo in tudi mineralne vode in tako naprej, razpečavajo po vsem svetu. In on je rekel, recimo, če pogledamo vlogo poslovodje, je to dirigent orkestra. Orkester ima mogoče 50-60 glasbenikov, od čelistov do kontrabasistov in tako naprej, ki vsi obvladajo svoj inštrument, ampak ne morejo nadomestiti dirigenta. Za dirigenta pa ni potrebno, da obvlada kakšen inštrument. Dobro je, da bi ga, včasih ga tudi, ampak njegova vloga je specifična, zelo določena. Njegova vloga je, da iz tega števila glasbenikov in inštrumentov privleče na dan tisti čarobni zvok, ki gre do dna duše, ki nas prevzame. In se pravi, zavedati se je treba svoje vloge in kaj je zahtevano v tej vlogi od človeka, ki jo opravlja. Sem imel pa recimo tudi takšen primer, na drugem polju, tako rekoč. Ne bom zdaj vpletal z imeni, ker to ne bi bilo fair do ljudi, o katerih govorim, ampak primeri so resnični. Ko so direktorji rekli, da načeloma oni vzamejo v službo, v najožji krog svojih sodelavcev, samo taki ljudi, ki znajo manj od njih samih. Manj od njih samih. In enkrat sem se z enim tako, bi rekel, dlje pogovarjal in sem rekel, da je to popolnoma kontraproduktivno. Ker če si ti edini, ki največ zna in tebe ni, ali karkoli, in ti ne moreš biti za vsakim človekom 8 ur na dan. In tudi ni tvoja vloga, da opravljaš delo drugih, ki so specialisti na teh področjih, potem je najbolje in je dobro, da imaš ljudi, ki obvladajo to bolje od tebe, ker na ta način se kolektiv kot kolektiv dvigne na višjo stopnjo odličnosti. In nekateri tega niso hoteli razumeti in jih je čas dejansko povozil. Niso pa hoteli razumeti, ker so bili prestrašeni, da bi jih bolj nadarjeni ljudje pač enostavno nesli čez vrat. Tako prevagali, prekosili in so se krčevito na ta način držali svojih funkcij, svojih vlog. Se pravi, smo spet pri neki zasidranosti, pri neki utemeljenosti v svoji identiteti, kdo ti si, ki ti da dovolj poguma, da si upaš v svojo bližino spustiti ljudi, ki so na določenih področjih boljši, kvalitetnejši od tebe in ti v bistvu tudi
s temi ljudmi potem si upaš razdajati se jim, zato da se potem vzpostavi kultura tega razdajanja, da ni tega oklepanja krčevitega, ki pa spet temelji v nekem strahu, v neutemeljenosti, v neki identitetni krizi, bova rekla vredno. Tako. In še nekaj je recimo, noben organizem, organizacija, kolektiv ne more delovati, če je v nekem krču. Če je stalno vidna neka preračunljivost, kaj ti koristi, kaj ti manj koristi. Mora biti svoboda. Ljudje morajo biti v vlogi, da zadihajo s polnimi pljuči. In recimo jaz konkretno sem bil tudi mnogokrat v položaju, ko sem kadriral in potem vabil nove talente v svoje ekipe. In zame je bilo edino merilo to, da rečem, to delovno mesto zasedemo s človekom, ki ima pač reference, tukaj jih tudi vidimo. To so navodila, kako si mi želimo, da je to delo opravljeno. Če je potreben kakšen feedback, v smislu recimo nekih nasvetov, smo radi volje pripravljeni ta feedback tudi dajati, sicer pa ne, sicer se pa umaknemo v ozadje in računamo, da bo tisti človek, ki smo ga kvalitetno izbrali in ima vse reference, da to delo dobro opravi, to delo dejansko tudi dobro opravil. In ko daš to svobodo človeku, da zaživi v vlogi, ki mu je namenjena, takrat se zmaga, to je najboljše, kar se lahko zgodi. Zelo pomembna lekcija v vodenju, v voditeljstvu, da potem ni potrebe po tem mikromenedžeriranju, ki je povsod tako zelo prisotno. Če gremo v 4. zapoved, ne zapravljaj časa, saj velja, da se ne vrne. V končnem življenju človeka pa ga je z vsakim dnem manj. Zato ne odlašaj s svojimi opravili in s pridobivanjem novih veščin. Spet ta temeljna nit, proaktivnost. Da, na misli mi pride tukaj ena knjiga avstralskega pisca menedžerskih knjig Steve Douglas, moje ime, in on je rekel zelo duhovito, da je čas naš največji sovražnik. Vedno prehitro mineva in nikoli nam ne daje druge priložnosti. In res je, da je naš čas tudi tu na zemlji, torej ni dokončen, je končen in treba se vprašati, kaj z njim naredimo, da bi bil čim bolj koristno izrabljen. Bom povedal eno anekdoto, če lahko. Vem, da naš čas preganja, mogoče tukaj govorim tudi lastnemu interesu. Ampak, ko govorimo tudi, predhodno sem govorila, ko so se pripravljali na ta današnji sestanek. O tem, kaj najbolj skrbi bogate ljudi. Kaj najbolj bogate skrbi in tako naprej. In to bi rad mogoče tudi povedal. Bogataši imajo v bistvu dva problema. En problem je, da je časa vedno premalo. In drug problem je, da je tisto noro pehanje za dobrinami, za bogatstvo, za še več denarja in tako naprej. In nekoč sem delal za enega znamenitega avstrijskega industrialca, ki je tako ob večerji povedal, da njega najbolj to skrbi, da nima dovolj časa, da ima tudi on samo 24 ur, čeprav bi si jih zaslužil 36 na dan. Dobro, potem so vprašali, zakaj pa misli, da bi si on zaslužil 36. Ampak je rekel, ima take smele načrte in če tega časa ni, kdo bo to namesto njega in. In iz tega se potem rojevajo tudi vse tele, bi rekel, deviantne zadeve, da delajo bogataši ko nori, da bi ulovili čas, ker vejo, da se jim izmika in da nimajo druge priložnosti. In to mi pride na misel, recimo to dejanska dogodivščina, ko sem bil v Tespaku v Brestovici direktor
je k nami priletel Michael Smurfit, ki je bil lastnik Smurfit Packaging na Irskem takrat. Danes je že upokojen in tako naprej, ampak to je bilo, ne vem, Mu je zmanjkalo časa. pred 30 leti, ja. In je bila najava, da bo nekega četrtka v februarju, ne spominjam se več natančno leta, k nami prišel s helikopterjem z Dunaja. Ne? Zakaj s helikopterjem? Ker s privatnim letalom pač na tovarniškem dvorišču ne moreš pristati. Ne? Nismo dobili dovoljenja od slovenskih oblasti. Ampak v ponedeljek je bil v Kolumbiji. On ima tovarne po vsem svetu. V torek je bil v Združenih državah. V sredo se je vrnil s privatnim letalom na Irsko. V četrtek zjutraj je s privatnim letalom priletel na Dunaj, tam je presedlal na helikopter, da je lahko prišel k nam v Brestanico. Tam je ostal od 11 do 1 popoldne. In potem so odfrčali nazaj na Dunaj, ker začel se mora odležiti opernega plesa v Dunajski operi. In to je v tem času, v letu. In sem vprašal njegovega asistenta, kako oni živijo s tem grozovitim tempom in pehanju, da bi ulovili čas. In je rekel, to je za nas popolnoma normalno, da v enem tednu opravimo takšen program. In jaz imam v svoji pisarni kovček ob pisalni mizi, v katerem je vedno toaletni pribor, 2 srajci, 3 srajce, nekaj spodnjega perila in to me čaka. V primeru, da bi to potreboval. Nikoli ne vem, ko se odpravim v službo v Dublinu, na Irskem, ali bo tisti dan treba kam poleteti. Mogoče bo in velikokrat se zgodi, da je treba in potem kliče z letala ženo, honey, sorry, danes pa ne bom na večerji, ne? Zdaj, ker sem že nad Atlantikom in se vrnem čez 3 dni. Ampak, gospod Peter, to je že skoraj tako kot naša Urška. Ona hodi po teh poteh. Ja, gre po teh poteh, ja. Ja. Ampak No, skratka. ta čas, ki ste jim izmikali, ne, tem bogatašem. Ja, in potem so pa, in iz tega potem tudi izhaja, bi rekel, to, kar se je potem nekako preselilo tudi v učenje, v teh poslovnih šolah, time management in vse to okoli, kako obvladovati čas. Če ga imaš premalo, potem je treba tudi delavce v tovarni prisiliti v razmišljanje in jih dejansko prepričati, da je čas naš sovražnik, ne pa nek prijatelj. Ne? In ker je naš sovražnik, je treba delati na tem, da smo čim bolj produktivni v tem času, ki je na voljo, in kako doseči to najvišjo stopnjo produktivnosti. Se pravi, ljudje, ki zelo posvetno razmišljajo o času na način, da je to sovražnik človeštva. Kristjani na drugi strani pa razmišljamo o času kot o nekem sopotniku, od prijatelju, ki nas vedno spet nagovarja. Ne bodi len, lahko bi danes to opravil namesto jutri. Zavedaj se, da si tu na svetu, da pomnožiš svoje talente. In ko si v tej vlogi, potem si po mojem na pravem mestu. In tukaj še ena stvar, recimo, na misel mi pride aforizem izrek Alberte Golob, znane slovenske publicistke, ki je rekla, da ona živi iz dneva v dan, a ne v 3 dni. Dobro. In mislim, da to vse pove. Ja. Se pravi, tista primerna stopnja proaktivnosti, o kateri ves čas govoriva, ki pa ni pogojena z strahom, ne? Ki ni, v angleščini rečejo temu scarcity mindset. Ne? Točno tako. Ni tistega. Ja. Ker itak, vsak dan ima svojo težo. Zakaj bi se zdaj ukvarjal s težo prihodnjega tedna ali prihodnjega meseca? Ne? Takrat bo teža tistega časa. Ne? To pa ne pomeni seveda, da ni dobro, da narediš načrte, da si mojster pri, bi rekel,
načrtovanju svoje življenjske poti in modrem upravljanju s tem in časom. modrem upravljanju s tem časom. Točno to, ne? To naj prav k 5. zapovedi vodi, ki pravi takole. Popravni izpiti so redki ali jih ni. Ne zanašaj se na možnost korekcij poklicnih napak. Se pravi, da pa ne zapademo v tisto pretirano brezskrbnost, lahko čemo, ne? To je pa tle malo južnije, recimo, pri nas značilno, ne? Aleš, jaz se vedno spomnim, Aleš Čerin, tvojega očeta, ki si pripovedoval zgodbo, kako je šel enkrat v delavski dom, tlele, v dom, kjer so delavci stanovali v Ljubljani, je iskal možakarja, ki bi pač prišel nekaj zidati v hišo. Možje so bili seveda iz Bosne. Možakar je pogledal v žep od srajce in rekel, videl, da ima še 3 cigarete, je rekel, a ne, če danes da radim. To je pa tista pretirana lahkomiselnost. Jaz se svojega primera spomnim spet iz srednje šole, kako smo hodili po evropskih mestih, pa jaz ponovadi nisem bil v tisti skupini, ta najbolj zavedajočih se, da ne boš 100-krat po tem mestu hodil z odličnim vodstvom. Sem bil v skupini tistih biserov, ki so tam kaj drugega počeli, ne. In misliš, tle bom jaz še večkrat prišel, pa bom še vse to zvedel. Potem pa mine 20 let, pa vidiš, da temu ni nujno tako. Da. Mogoče povem to na ta način. Ko si 18 ali 20, imaš 40 let delovne dobe pred seboj. In se ti zdi to Neskončno. To je cela večnost, ne? Neskončno. Ko si pa 60, 65, kot jaz sedaj, in gledam nazaj, se sprašujem, kam je čas šel. Zakaj tako hitro vse minilo? In treba se zavedati, po mojem, mnogokrat so tudi vprašanja naslovljena, recimo na ljudi v poslovnem svetu, kaj pa tvoj načrt za naslednjih 5 let, 10 let, 15 let in tako naprej. 15 je že veliko. In je na mestu, to vprašanje je na mestu. Ampak dobro je, da imaš ti življenjski okvir v fokusu, ne pred seboj. Sem ga imel jaz? Ne. Jaz tudi nisem imel mentorja. Nisem bil mentorja takrat, nisem imel mogoče že 15 let v službi, ko bi lahko rekel za nekoga, da mi je bil mentor in mi je nakazal pot, ne? Pri izgradnji moje kariere poklicne. Dobro pa je, da si najdemo mentorja zelo zgodaj, če je to oče ali družinski član ali prijatelj ali kdorkoli, nekdo na delovnem mestu ali kakšen duhovni vodja, je to zelo, zelo koristno. To lahko samo položim slehernemu izmed vas tu na srce. Ali da se morda ponudimo za mentorja? Tako. Ja. In ker na vse zadnje, če parceliramo recimo 40 let, prvih 10 let je nekje v funkciji privajanja, ustvarjanja pogojev za poklicni uspeh ali napredovanje. Potem napreduješ 20 let. In zadnjih 10 let nekako živiš od tega, kar je pridobljeno, ne? In skušaš manevrirati znotraj tega na najbolj pameten način. In če navedem drug primer, recimo, da je čas ne sovražnik, ampak dejansko nekdo, ki opozarja. Pri Svetovni banki v Washingtonu imajo en program, ki se imenuje Young Professionals Program. To je program za nadebudni naslednji kader. In deadline, se pravi, rok za te tisti limit, do katerega lahko še kandidiraš za ta program, ki je 2-letni ali 3-letni, 42. Manj od tega, mislim, da je celo 30. Ne? 30, ja. Okay. Zdaj si predstavljate, recimo, da si ti 25-26, ko končaš faks in potem bi te zanimalo, recimo, karijera v nekem mednarodnem bančništvu in čas že pritiska, tako rekoč, ne? Ampak nimaš pogojev, zakaj ne? Zato, ker mogoče nisi študiral pravo stvar.
dobro je, da si doma v financah, v ekonomiji, če je pravo, še kakšen postdiplomski študij, ne? Znanje jezikov in tako naprej. In potem, poleg tega, moraš imeti pa še od domače države, v kateri živiš, tudi sanctus oziroma podporo. Ne? To pa lahko samo imaš, če že kot študent navežeš stike z ljudmi v finančnem ministrstvu, recimo. Ne? In kdo je to vedel pred 20 ali pred 30? Če nimaš mentorja, tega ne veš. Nekateri imajo mentorja, to vedo in se sistematično pripravljajo. Že pri 18 letih, ko se vpišijo na univerzo, da je njihov cilj vsaj do 30 doseči pogoj, da so sprejeti v tale elitni program Young Professionals Program pri Svetovni banki, kot primer. Kot naprimer, ja. Zelo redki se mi zdi, da so taki, ki zmorejo tolikšno mero namenskosti, intencionalnosti v tej svoji razmisleku o karierni poti. No. Tako da dejansko, če veš samo to, da je fajn dobiti mentorja, je mogoče veliko lažje, kot če misliš, da moraš vse korake si zamisliti sam. Pač mentorja pa iščeš na področju, kjer je tisti tvoj glavni klic. Da, mnogokrat je težko nekoga dobiti, ampak če ne iščeš, ga tudi ne boš našel. Ne? In spet, tukaj smo na tej točki, o kateri so govorila prej, proaktivnost je zahtevana. Ne? Življenje je končno, tu smo pri vprašanju časa in treba se je res podvizati in poskrbeti za to, da čim prej naredimo tisto, kar nam bo potem v bodoče dalo ustrezne rezultate našega dela. In te stvari se pa odražajo v našem vsakdanu. Še vedno so pri razmisleku o času in v zvezi s tem pa je še ena zapoved. Vsak dan ima svojo težo, sprejmi jo. Ne bodi preračunljiv, koliko bremen si misliš naložiti, ko loviš ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem. Zahtevno delo, zgrajeno na odrekanju, človeka odlikuje. Zdi se mi, da recimo se pogosto najdemo v tej dilemi, a ne, smo tu, da delamo ali delamo zato, da smo tu, da morda se na tej enačbi večkrat nekako išče ta čas za družino, čas za prosti čas, a ne, pa vendar, ko so se pripravljala na najin pogovor, so ugotavljala, da je res, so prav ta mlada leta tista, ko morda lahko človek, ki želi napredovati, ne, se tudi na delovnem področju bolj angažira. Simon Gregorčič je nekoč dejal, dolžan ni samo, kar veleva mu stan, kar more storiti, je človek storiti dolžan, ne? Kar more je človek storiti dolžan. Se pravi, tu je dilema, ali ostanem preračunljiv, ali plavam s tokom, ali grem po poti največjega možnega lagodija, nezahtevnosti, če hočeš, ali pa se podam v vode, ki nekako mejijo tudi na nevarnosti, da izgorim. Tudi ta fenomen ne gre podcenjevati. Tega fenomena ne smemo podcenjevati. Da če se preveč trudimo, če smo popolnoma zasvojeni z delom, če smo workoholiki, da na neki točki potem dejansko tudi izgorimo. In od tega nihče nima nič, ne? Ne firma, ne ti sam, ne tvoja družina. Elon Musk, verjetno ga poznate, ker je šef Twitterja zdaj postal, ker je kupil tole podjetje in je tudi lastnik Tesla in SpaceX in tako, eden najbogatejših zemljanov. On dela vsak teden 120 ur. 120 ur. In če to delimo z 7 dni na teden, je to približno 17 ur na dan. Vsak dan. Ne samo od ponedeljka do petka. Se pravi, ostanemo potem samo še
7 ur za spanje, za pripravo na delo in za delo. In za serijske odločitve. Tako. In da bi bila mera polna, on zahteva tudi od svojih zaposlenih, da se prilagodijo temu načinu dela. In je to noro, samo po sebi je to noro, ker ne vodi nikamor. In tu smo spet pri vprašanju, ki se ga načela prej, čas pa bogataši in tako naprej, česa se bojijo. In v tej vodi ne smemo stopiti, oziroma temu režimu ne smemo zapasti, ker to bi bilo uničujoče. Jaz sem delal na Norveškem zdaj pretekle 3 leta in zanimivo, recimo tam sem vodil tovarno, 250 ljudi, ampak ena večjih obstoji že 130 let. In papirnica, kartonaža s papirnico. In predtem sem prišel tja, so me opozorili nekako na mentaliteto Norvežanov in kakšni so pa oni. In so rekli, za njih je značilno, da pridejo sicer na delo, da vestno delajo, ampak ob 3 popoldne ne boš našel človeka v pisarni. In dejansko ga nisem. Jaz sem potem bil tam sam, jaz sem bil sicer Avstrijec oziroma Slovenc, jaz sem bil poslan kot poslovodja in vsi ostali kolegi so bili iz Norveške, eni tudi iz Švedske, in so šli domov. In so rekli, oni živijo work-life balance, ravnovesje med privatnim in poklicnim življenjem, in jim je to dejansko zelo dobro uspevalo. Ali zato, ker se nekako zavedajo svoje vrednosti? Tako se mi zdi, da vseeno tam gor na severu majčkeno bolj vedo, da so nekaj vredni. Se mi zdi, da se velikokrat deloholik skuša odkupovati, dokazovati, išče neko potrditev zunaj sebe in s tem potem nekako, to je tipični tak zasvojenski motiv. Jaz sam na sebi nisem dovolj vreden sem samo, če toliko in toliko, delam, ali pa v slovenskem primeru pravijo velikokrat, če zgleda, da delam. Ja, jaz mislim, en psiholog bi znal verjetno na to vprašanje bolje odgovoriti kot jaz, ampak biti zasvojen z delom je tudi, bi rekel, signal nečesa globljega, nekih globljih deviantnih pojavov, duševnih in drugačnih. Mogoče nekdo beži od družine, mogoče, nima razčiščenih osebnih odnosov do dela, kaj dejansko delo pomeni v njegovem življenju. Vsekakor, če bi bil deloholik, oziroma če si deloholik v nekem poslovnem sistemu in vlečeš druge not v takšen sistem razmišljanja in dela, kvari to odnose in to ni dobro. Ker vedno je dobro, da obdržiš kritično distanco do vseh stvari v življenju in dejansko tudi do dela. In jaz sem prepričan o tem, če ti 8 ur na dan kvalitetno delaš na delovnem mestu, ni mogoče narediti kaj več, pa čeprav si tam 16 ur. Dovolj je. Mi nismo avtomati, mi nismo stroji, mi smo živa bitja. In če se dejansko razdajaš za podjetje, če tega ne znaš narediti v 8 urah, tega tudi ne boš naredil v enem tednu. Bravo. In jaz tudi tole še povem, ko sem imel možnost pregleda, recimo prisotnosti ljudi na delovnem mestu, meni nikoli ni zanimal tale podatek, koliko ur, koliko časa. Jaz sem vedno gledal, kaj je učinek določenega človeka. In rekel sem se v obrazu, iz tega nikoli ne bom gledal, jaz vas bom dejansko ocenil po učinku. Če vi mislite, da v 1 uri napravite delo, za katerega potrebuje drug 8, fajn, potem ste genialec. In potem sem vesel, da imam take genialce v hiši. In me ne zanima, da ste samo potem 7 ur na teden na delovnem mestu. To pa ni možno. Je pa tudi na drugi strani skrajnost ta, da nekoga povabiš v kolektiv, ki v bistvu ni zelo gotov vase, in potem vleče ure in nadure in se piše nadure in tako naprej, ki dejansko ni zmožen tega narediti.
in potem je tam še 7, 8, 9 zvečer in veš, da bo ta človek danes mogoče že ne, ampak čez 5 ali 7 let izgorel. In tega si za tega človeka ne želiš. Ne? On si pa na ta način, bi rekel, nekako zagotavlja prostor pod soncem in računa, da bi ga imeli potem vsi za zelo kompetentnega človeka, ker je tako privržen firmi in dela 12 ur vsak dan. Po slovensko, ker je priden. 7. zapoved, ki gre že bolj v to smer odnosov, v službi predvsem, ne bodi krivičen, komolčarski ali pokroviteljski, ampak pošten, kulturen in ustrežljiv. Resnično dober glas seže v 9. vas. Kje je meja med pravo ustrežljivostjo, pa pravo mero prijaznosti, pa med tem, da si nek nice guy, ki vsi lahko hodijo po njem, doma se pa dere na ženo, pa na otroke, pa psa brca. Mislim, da je to tudi od primera do primera različno, ampak če bi rekli, je kakšno vodilo ali kakšen standardni primer tega. Dobro je biti ustrežljiv, ko vidiš, da nekdo drug potrebuje neko pomoč in ti si tisti, ki to pomoč lahko nudi. To pa ne sme pomeniti in naj bi ne pomenilo, da ti delo opravljaš namesto tega človeka. In mnogokrat, kar tudi vidimo v poslovnem svetu je, da nekomu zaupaš nek posel, si dal navodila, dotična oseba tudi reče, ja, sem vse razumela, fajn, čez en teden dobite poročilo, čez en teden s poročilom ni nič in potem vpraša, zakaj da ne, reče, ja, nisem razumela, ne? Ali nisem razumel navodil. In potem ti nekako dajo, mi temu rečemo v žargonu, to je delegirani retur, ne? Delegiranje dela retur. Tam se moje razumevanje, kaj smo rekli, ustrežljivosti, tu seveda neha. Ne? Ampak sicer je pa dobro, da smo v vlogi ljudi, ki pomagajo, ki smo kulturni, ki smo likani, ker tu ne gre za kvaliteto dela, ampak za odnos do dela, za odnos do delavcev na delovnem mestu in kako naj bi dejansko morali biti in kako pogosto nismo. In če recimo tam govorim o pokroviteljstvu, o ljudeh, ki se rekel, gradijo kariero na ramenih drugih. Imam tudi spet, sem imel v mislih en primer, ki se mi je pripetil v Romuniji, ko smo imeli tam tovarno v Brašovu, to je sredi Karpatov, tam nekje sredi Romunije, v teritoriju, ki je bil sicer romunski, ampak tam je živela tudi nemška enklava, pa tudi madžarska enklava. In smo kandidirali za tisto tovarno res dobre romunske, bi rekel, graduante srednjih, poklicnih in pa tudi šol in pa univerz. Ti ljudje so bili vsi tudi študirani ljudje. Ne? In pride direktor z Dunija tja, obisk, jaz sem bil takrat šef regije, on šef divizije in ni bil zadovoljen recimo s tempom reform. In je nekaj časa poslušal potem razlage teh romunskih kolegov, pa tudi direktorja, lokalnega torej direktora samega, ki je bil Romun, in je rekel, to zame vse prepočasi, to ne deluje dosti hitro, tu še nismo na nivoju EBIT ali EBITDA, se pravi poslovnega dobička 80%, ključno za amortizacijo mogoče 15-16%, to bi si želeli veliko hitreje. In je bilo nemogoče to narediti v tako kratkem času, ker preprosto procesi niso bili uvedeni, stara mašinerija, kup novih kupcev je bilo, še ni bilo novih pametnih kupcev, stari so bili tako neplačniki, pa so jih pustili, etc.
torej vrsta težav. In na koncu tista njegova famozna izjava, dam vam 2 meseca. Če pa v 2 mesecih to ni urejeno, bom poslal ekipo iz Avstrije, ki bo naredila red. In da boste vedeli, ne, to je bila svoj čas del Avstro-Ugrske monarhije, ta del Romunije. In že takrat so Avstrijci znali postaviti red v deželi, v regiji, v kraju. Če bo potrebno, bomo naredili to 2-krat. Jaz nisem vedel, kam bi se pogreznil. Ne. On je odletel potem domov, jaz sem ostal z njim in sem potem 14 dni spet dvigal, ali en mesec, in so rekli, da smo res tako za nič. Sem rekel, gotovo ne. Mogoče niste še tako izkušeni, ampak imate dobro izobrazbo, solidno znanje in niso pač vsi pogoji še postavljeni, da bi lahko bili tako storilni, kot je tovarna v Nemčiji ali tovarna, ne vem, v Avstriji. In bo to prišlo, ampak je treba dati tudi malo časa. Ne? In to bi bila recimo taka zelo pokroviteljska drža. Zloraba v bistvu, ne? Ja, ki je popolnoma deplasirana. Preden gremo k 8. zapovedi, bom prosil Aleša, da zavrti premišljevanje z naslovom V meni. V meni. V meni se prepletata 2 svetova. Svet poslovneža in svet človeka, ki želi živeti duhovno. 2 resničnosti življenja, za kateri sobivanje ni preprosto. Kajti poslovnost je naravnana na tuzemske napore, duhovnost pa se uveljavlja v dojemanju in sprejemanju nadnaravnega, presežnega. Ko si vpet v reševanje poslovnih izzivov, je duhovnost često odrinjena. Ko se ji odpiraš, zmanjkuje volje do zmag v poslovni areni. Človeka preveva občutek, da ne mara služi 2 gospodarjama. Že v Svetem pismu piše, da to ni mogoče. Ali boš enega ljubil in drugega sovražil, ali pa se enega držal in drugega zaničeval. Naj zato zabičam, ljubite duhovnost. Ona je na prvem mestu. Vse drugo bo dobri Bog podaril. Ves vaš poslovni uspeh bo navržen. Kopica pametnih odločitev vam bo položena v naročje, zaradi česar vas bodo častili in vam pripisovali vzorništvo. Nič ne bo primanjkovalo, kar ponuja slava sveta. Zaradi svoje zvestobe duhovnosti boste poklicani v stan pravičnih in modrih, preudarnih in zanesljivih, prepričljivih in všečnih. Vsega boste imeli v obilju, tudi v areni življenja, dokler služite duhovnosti, Božjemu klicu pod pravičnosti. Da, res je, v meni živita 2 svetova. Duhovni, ki daje, in poslovni, ki naj bi poklanjal, kar je prejel. 8. zapoved, ki pravi, izogibaj se koruptivnih priložnosti, podkupovanja in goljufij. Oropajo te, če jim strežeš, deviškosti srca. Čim bolj se zapletaš v mrežo nečednosti, tem večje je razočaranje in večja potreba po odplačevanju dolga. Če to 8. zapoved poveževa s tem premišljevanjem v meni, ki govori o tej Božji pravičnosti, ki smo jim poklicani slediti, zelo mi je všeč tole, se pravi, da v meni živita 2 svetova, duhovni, ki daje, in poslovni, ki naj bi poklanjal, kar je prejel. Zdi se mi, da velikokrat v življenju zamenjamo to paradigmo in pričakujemo od tega poslovnega sveta, da nam bo dajal. In potem, ko nam kao ne daje dovolj, potem pademo na testu koruptivnosti. Mogoče se zdi protislovno, če takole postaviš tezo, ne? Da duhovni dejansko daje in poslovni svet podarja, kar je prejel. Prejel pa od duhovnega sveta. Prej bi rekel obratno, kot nakazuješ sam. Če pa
razmišljaš globlje, vidiš, da dejansko teza drži. Dobro, zdaj ne govorimo o nekih bonusih ali pa letnih nagradah, ne, ki so lahko stroga poslovna odločitev in ni po tistem zadeva rešena in se zadeve ocenjujejo po nekih objektivnih kriterijih, zakaj si zaslužen za to nagrado in je to. Jaz govorim o drugih stvareh, ki jih poslovni svet prijema od duhovnega. To pa je poštenje, solidarnost, sočutje. Jaz sem imel sam primer enkrat, ko smo imeli izvrstnega delavca oziroma delavko v tem primeru, ki je živela pa v zelo težkih, neznosnih družinskih razmerah. Mož je zapadel v alkoholu. To je sicer kasneje premagal, ampak tudi z našo pomočjo. Mi smo vedeli, če se kot podjetje ne postavimo naši sodelavki v bran na način, da ponudimo nek program, da bi se njen mož, njen soprog lahko otresel te strašne more, alkoholizma, jo bomo izgubili kot sodelavko in tega nismo želeli. In smo naredili nekaj, kar je v bistvu neka človeška duhovna nota in zelo pomembna in je bila kot taka tudi zelo dobro sprijeta. Bila je tudi uspešna in ljudje v kolektivu so to tudi razumeli kot zelo lepo gesto. In nič koliko takih primerov je, ko mi lahko črpamo iz duhovnega rezervoarja, bazena, tako rekoč, in uveljavljamo naše intencije v poslovnem svetu. Na vse zadnje tudi to vprašanje, ki si ga načel prej, je korupcija, je vezana na to. In tu spet govorim iz lastnih izkušenj. Imel sem nekoč nekega potencialnega dobavitelja pri sebi v pisarni in je rekel, da bi on hotel tudi dobavljati surovino, ne za našo tovarno. Do takrat je ni, smo imeli druge ustaljene nabavne verige. In je rekel, ja, pa mi smo tudi kvalitetni, dali smo veliko zdaj v inovacije, brezhibno, ponujemo take pogoje kot vsi ostali, tudi z boljšo ceno, ampak prosil bi, preden se odločite, da mi date številko vašega transakcijskega računa. Sem rekel, mojega transakcijskega računa? Je rekel, ja, vašega osebnega. Zakaj pa to potrebujete? Je za tega, da bi potem odločitev lažje bila sprijeta. Jaz sem rekel, na to temo ne želim slišati nič več. Tudi ga nismo vzeli potem. Ampak mogoče je bila to kaplja čez rob, ko sem videl, s kakšnim človekom, in on je bil lastnik tiste tovarne, ni bil samo nek menedžer, s kakšnim človekom bi imeli opravka, če bi pristali na to. In korupcija je v bistvu strup. Na videz ti daje neko suverenost, tudi nek dodatni zaslužek, ki ga pa nisi, za katerega nisi upravičen. V samem jedru je to kraja od firme, ker firma za nekaj več plača, kot bi samo po sebi smela ali morala. Če pa to ni primer, recimo, če je nekdo lastnik in reče, jaz tam iz svojega, je pa to kraja dobrega imena tistega, ki mu je denar ponujen. In največja vrednota v poslovnem svetu, verjetno velja to tudi za ostale poklice, vse do neke mere na enak način, največja vrednota, ki jo imamo, je ime, je reputacija. Če reputacijo izgubiš in s korupcijo jo gotovo izgubiš, potem si izgubil praktično vse. Hitro se izve, kdo je koruptiven, in potem ni več možnosti, da se postaviš na neke varne pozicije, ko si enkrat zakoličil to skrajnost. In kar je tudi, kar so potem še, bi rekel, ripple effects, kako bi rekel po slovensko, Kolobarji, ki sevajo. Ja, tako.
Pri korupciji pa tudi to, ne, da ti jemlju možnost, če kot človek na to pristaneš, da bi tudi v drugih podobnih ali drugih primerih ravnal pravično. Ne? Ker če se enkrat zapadel v greh, ga boš ponovil. In potem se to vleče kot strup skozi sistem, skozi družbo in tako naprej. Ne? In postaneš dejansko tudi podkupljiv še na relaciji ti in drugi, ker vedo zate, da si podkupljiv. Si takoj žrtev tega in v bistvu ne moreš ven, ker je taka spirala navzdol. Kako je recimo vaš pogled na slovensko družbo, prav v tem smislu? Ne? Večkrat si znamo priznati, da smo precej koruptivna družba, morda bolj kot kakšna druga zahodna. Ne? Gotovo kakšna primerjava z Norveško bi nam marsikaj pokazala verjetno. Ne? Obenem pa se zdi, ko pač ta koruptivnost preide v sistem, ko se razleze po družbi, kot da ni poti ven. Ne? In mi kot recimo posamezniki, ki se želimo temu upreti, pa nismo del nekih klik, ki bi recimo pač si pomagale po stopničkah, se zdi, da smo obsojeni na neko bivanje na nekem družbenem dnu. Ali kako to zgleda, ali pa da smo obsojeni na gradnjo usporednega svojega koruptivnega, rečva desnega sistema. Ne? Ja, jaz bi rekel takole, večja kot država, tudi večja je korupcija. Ne? Koliko je korupcije politične, gospodarske in tako naprej, recimo v Ameriki, to je nepojemljivo. In tam so zneski krat 10, krat 20, krat 30 od zneskov, o katerih se govori recimo v tem geografskem pasu, v katerem smo zdaj. Severnjaki v Evropi imajo malo drug odnos, ja. Oni imajo celo težavo razumeti, da bi človek bil upravičen do variabilnega dela osebnega dohodka, ne samo do fiksnega. Ne? Zakaj? Zato, ker če si ti v službi in ti je dodeljen fiksni znesek, potem je s tem tudi pristanek strani delavca, da za tisti fiksni znesek da vse od sebe. Celotno delovno silo, ne? Vse, kar zve in zna, in zakaj bi bil potem nagrajen še z nekim variabilnim delom. Za njega je to že del korupcije. Zanimivo razmišljanje. Po drugi strani je pa tako, ja, paralelni svet. Jaz mislim, Slovenija ima problem, da je razklana družba in ta razklanost se ni zmanjšala. Jaz nisem pesimist, bom potem tudi rekel na koncu, zakaj ne, ampak vendarle razklana je in to, kar velja druge po svetu, da so neki recimo stekleni stropi, ki omejujejo človeku, da bi splezel gor do samega vrha. Ne. Misleč, da to lahko naredi, zadene na steklen strop. In to ni možno. In to je fenomen, ki ga najdemo vse posod po svetu. Ampak v Sloveniji pride dodatno k temu še pojav, da je tukaj zelo ločeno na levo in desno, ne, na naše in vaše. In če ti nisi otrok sistema, potem te v večjih državnih podjetjih ni na vodilnih položajih. In v tem smislu, ja, paralelni sistem in paralelni svet, ki ima pa tudi seveda svoje možnosti in to zadeva ni enoznačna oziroma črno-bela. Ne. Ali popolnoma, tukaj se ne bi predajal jaz pesimizmu, ki se vendarle družba odpira in ponuja možnosti na področjih, za katere mogoče pred 8-10 leti niti nismo vedeli, da bi obstajali ali lahko obstajali. Osebno me večkrat skrbi samo to, da bi mi skušali v tem paralelnem sistemu kopirati in ne narediti tega sistema vrednostno drugačnega, kot je pa tisti. To me recimo, da se ta naša osebna duhovna utemeljenost
ki je po mojem mnenju zaenkrat še močno premejna, ne bi zares odrazila tudi v sistemu, ki bi ga vzpostavljali. To me skrbi in tukaj se mi zdi, da je naše področje dela in k temu gre tudi ta najna 9. zapoved in potem še posebej 10. 9. se dotika širše družbene stvarnosti, ki prihaja in je že tukaj, bodi kritičen do sodobnih ideologij in novih tehnologij. Vrednostno resetiranje sveta gradi na evgeniki in ubogljivih nadčloveških bitjih, ki jih je mogoče digitalno nadzorovati, tudi preko digitalne valute. Ko poslušamo to, se zdi, kot da je to še majčkeno ena fantazma, kakor da je to še tam nekje zunaj, čeprav kdor se majčkeno bolj spozna na ta svet in na to, kam prihajamo in kje že smo, sploh zdaj v času med in po covidu, vidimo, da to vedno bolj postaja realnost. Mogoče nek sistem po vzoru Kitajske z social score, se pravi nekim družbenim kreditom, ki ga dobivaš s svojo ubogljivostjo in tako. Kako biti primerno kritičen do tega? Vendarle mi telefone imamo, računalnike imamo, ne bomo šli kot amiši v puščavo in živeli brez vsega tega, ampak kako imeti to zdravo, primerno distanco do teh zadev? Tukaj je treba povedati nekaj stvari. Kot prvo je dobro, da imamo informacije iz različnih virov. In da, danes se veliko govori o lažnih informacijah in tako naprej. Vprašanje je, kje se dejansko nahajajo lažne informacije. Ali so samo na spletu, ali pa v nekih masovnih medijih, pa ne. Ali to obratno mogoče. In treba je dejansko tudi si privzgojiti, bi rekel, to vrlino, ali si pridobiti dar, da lahko pametno razločujemo, da razločevanje je potrebno. Pri covidu še posebej, recimo, ali pa zdaj tudi, ko govorimo o tej ukrajinski vojni in tako naprej. Ne bom šel tudi v detajle, ampak pomenljivo je, da recimo taka organizacija, kot je gospodarski forum, Svetovni gospodarski forum v Ženevi, govori o tem, da je zaradi covida zdaj potrebno resetirati svet. In potem se človek sprašuje, zakaj pa to potrebno? Zato, ker je 6 milijonov ljudi umrlo, in ne vsi zaradi covida, ampak tudi veliko s covidom, se pravi, so imeli neke komorbidnosti, zaradi katerih bi tudi umrli, brez covida. In če si predočimo, da je globalno gledano vsako leto 10 milijonov smrtnih žrtev zaradi raka, raznovrstnega raka, in 20 milijonov zaradi srčne kapi, kardiovaskularni sistem odpove. Vsako leto. In tukaj pri covidu je 6 milijonov ljudi umrlo v 3 letih, 20, 21, 22. In potem zagnati takšen viking krik in 5 milijard ljudi cepiti, enkrat, dvakrat, trikrat, poživitveno in tako naprej, je v popolnem nesorazmerju s tem, s to težo bolezni ali s to težo epidemije ali pandemije. In nekaj se mora dogajati v ozadju, da je potem kar naenkrat klic po resetiranju sveta. In človek se ne more znebiti občutka, da je tukaj recimo pandemija v funkciji zgradnje nekega novega sveta, ki ne ustreza več oblastnikom na takšen način, kot je današnji. In tukaj gre potem zadeva naprej v evgeniko, v transhumanizem, dejansko to tudi načenja to vprašanje. Transhumanizm je v bistvu neko novo gibanje, ki proklamira, da je treba, po domače povedano, biološke, fizične in druge človeške omejitve nadgraditi s tem, da se človek spoji s strojem, z računalnikom, z nekim čipom, ki ti ga vsedijo v telo,
in tam je potem lahko ugotovi DNK, lahko potem to tudi spremeni, lahko pozdravi neko dedno bolezen, lahko jo hitro zazna, ampak ima tudi možnost, da, in tu pride v igro potem recimo torej umetna inteligenca, so področje, ki se tu odpira, dosti nerazkrito, neraziskovano, ampak v 5-6 letih bomo vedeli več okoli tega. Da je možno tudi nadzorovati misli ljudi, ne? In tudi manipulirati človeka v določeno obnašanje. In transhumanisti rečejo, da bomo ustvarili super človeka, super inteligenco na neki bodoči točki, ko pride do spojitve stroja in človeka, in da bo tako na zemlji, kot je v nebesih. Ne? Oni proklamirajo nek tehnološki vnebohod. In če vse te zadeve, recimo, bi rekel, vzamemo v obzir, je to v posmeh kreacionizmu, stvarenju Boga, mi smo stvarjeni po Božji podobi, nosimo v sebi tudi Jezusovo podobo in je to popolnoma kontradiktorno. Popolno nasprotje. To je v bistvu tisto, da bi bil kakor Bog, kar je bila prva skušnjava Satanova človeku in tudi Satana samega. Ne? Zdaj, v bistvu, zgodovinsko gledano zadeva se v bistvu pospešuje iz tistega kartezijanskega, ne? Se pravi, cogito ergo sum, mislim, torej sem, sem samo to, kar mislim. Ne? In človek postaja vedno bolj stroj, mašina, ne? Ločen od svojih misli, ne? In na ta način za to razdvojitvijo ti mislijo, da bodo naredili človeka superstroja. Zdaj, kdaj se temu upreti, že ko imaš mobitel v roki in ko se pogovarjamo, pa nečesa ne vemo, pa rečemo, čakaj, bom pogooglal. To je že to. Ti si že na pol stroj s tem. Ne? Ko v bistvu si svoje naravne kapacitete za umetno inteligenco na nek način dopolnil. Ampak dokje to dopustiti, to bo stvar, ki bo v prihodnih letih zelo aktualna za nas kristjane v smislu razmisleka, se mi zdi. Tukaj nimam, rekel, končnega odgovora, ampak potrebno je po mojem, in to je lahko že del odgovora ali takšnega, ki si ga danes lahko damo, obdržati kritično distanco. In vedno spet se vprašati, kaj je razlog, da nekdo trdi to in ne drugo, zagovarja to tezo in ne drugo. Kaj je v ozadju vseh teh sprememb in odkritij, inovacij, tudi na področju farmacije, recimo, ne? Vakcinacije. Ali je ukrajinska vojna, ki se zdaj dogaja v Ukrajini, res samo to, da je Rusija napadla Ukrajino kot agresor in zatem ni nič drugega? Ali pa mogoče tudi reči, da je to proxy vojna, da se v bistvu Amerika bojuje proti Rusiji, da bi zrušila ruski sistem na področju neke druge države. Ne? In če gremo nazaj gledati recimo zgodovino dogajanj tudi v Ukrajini, bomo videli, da marsikaj kaže tudi na to, da je Zahod vpleten ali so kriv in ima tudi dobršen del krivde. Ampak, če gledamo danes medije in se vprašamo, kako pišejo, vsi trobijo v bistvu v en rok. Ne? In manjka nam, izgubili smo kritično distanco in si jo treba priboriti nazaj. Neodvisno tega, če si velik narod, majhen narod, karkoli že, ne? Ali kdo si v družbi. In, ker na vse zadnje, če ti dobro poznaš svet, in tukaj navezujem na tisto, kar smo na začetku govorili, znanje daje moč. In znanje tudi to, da se ti informiraš, kaj pa so silnice v ozadju, ne? Ki krojijo življenje na svetu. In te silnice niso prijazne ljudem, so zelo mračnjaške, so zelo frimazonske, so zelo take tajne in ljudem, človeštvu ne prinašajo nič dobrega. Dobro pa prinaša naš odrešenik.
mislim, da je zdaj končni odgovor, k kateremu prihajava v tej 10. zapovedi in pred njo poslušala še premišljevanje z naslovom Kako naj vodim. Kako naj vodimo? Današnji svet pripisuje velik pomen vodstvenim veščinam. Uči obvladovati skupine in se uveljaviti v vlogi vodje. Učinkovit vodja naj bi imel strokovne, osebne in socialne kompetence. Karizma mu daje dodatno veljavo, njej ob bok pa postavljamo moč prepričljivosti in telesno vzdržnost. Mnogo manj je govora o drugih vidikih, zaradi katerih se znajdejo ljudje na vodilnih položajih, kot je, denimo, članstvo v vplivnih bratovščinah, ki praviloma tlakuje pot na vodilna družbena mesta. V poslovnih krogih radi poudarjajo, da je iz voditeljskega testa tisti, ki zna navduševati. Da je to človek, ki ima privržence, sledilce, podpornike. Pri tem ni pomembno, ali ga imajo ljudje radi, glavno je, da ga spoštujejo. Tudi če je spoštovanje zgrajeno na izsiljevanju ali ustrahovanju. Katoliška cerkev pa uči, da naj bo zadnji, kdor želi biti prvi, torej služabnik vsem. Če bi potem ocenjevali lik zglednega služabnika, moramo zatrditi: ni vodja tisti, ki vlada s trdopestjo, ampak je to človek občestva in bratstva. Ni vodja tisti, ki išče svojo slavo in dolgoživost, ampak je to človek, ki gradi vzajemnost in je zavezan sožitju. Ni vodja tisti, ki se obdaja s kimavci, ampak je to človek, ki vabi v svoj krog sposobnejše od sebe. Kajti samo tako je mogoče, da se skupine povzpnejo na višjo stopnjo razumevanja in odličnosti. Samo tako je mogoč prodor človeškega genija na raven, kjer vladata večji kolektivni razum in širša duhovnost. Bog namreč od svetnih voditeljev želi, da so v službi dodane vrednosti, ki stavi predvsem na moč srca in manj na prepričljivost razuma. Hvala, Aleš. Zadnja zapoved pravi takole: hodi po poteh odrešenika, ne izdajaj ga z upornim življenjem. Zavedaj se, da sicer lahko obračaš, on pa obrne. Samo bogaboječnost ti zagotavlja notranji mir in poklicno zadovoljstvo v svetu, ki je poln križev. Zdi se mi, da je to nek povzetek vsega tega, o čemer sva danes govorila, en klic k eni močni duhovni ukoreninjenosti, k temu, da proaktivno vodimo najprej samega sebe, oziroma da se najprej pustimo voditi duhu, potem pa proaktivno vodimo samega sebe in delujemo v dobro bližnjega. Tako, ja. To je povzetek misli, recimo prvih 9. In nekje tudi v Svetem pismu piše, ne, da je v človekovem srcu mnogo načrtov, pa ko resniči se božji sklep. V smislu tega, ne, da mi obračamo, Bog pa obrne. In dobro je biti blizu Bogu, da vemo, kaj je naša vloga v svetu in da hodimo po tej poti. Da razločevanja je važno, kot sem rekel prej. Važno je tudi, da smo hrabri, da smo pogumni, da nismo ustrašeni. Potrebno je tudi, da se brezbožnemu svetu upremo na način, da živimo Jezusovo besedo. In mnogokrat je težko, ampak lahko imamo zavezništva in poiščimo zavezništva z enako mislečimi. Tudi to je važno. In važno je, da molimo in da izmolimo nebeško zaščito, ker navsezadnje Jezus je premagal s križa svet in naša zmaga je končna. Vse to, kar tu delamo, ne, vse to, kar tu prestajamo, je del naše formacije, je del priprave na to, kar nas čaka, ne, v večnosti,
In naj bo naše delo koristno, naj bo dobro, naj prinaša drugim mir in veselje, naj izgrajuje Božje kraljestvo na tem svetu. In če to delo zastavimo na takšen način in tudi naš odnos do tega, potem ne bomo zgrešili. Lažje je živeti, lažje je biti proaktiven, lažje je biti pogumen. Če si prebral knjigo do konca, pa veš, da smo že zmagali. In še ena misel, recimo v Svetem pismu, tam piše, ljubezen izgrajuje, ne? Spoznanje pa napihuje. In ne, da bi zdaj tako razumeli, ne? Ko smo govorili na začetku, kakšen poudarek je treba dati na znanje in tako naprej, vodi do spoznanja tudi lahko in tudi do tega, da smo nevarno izpostavljeni napihovanju, ne? Ali samo precenjevanju. To bi bilo napačno. Potrebno je, da spoznavamo in da potem v veliki ponižnosti s svojimi sposobnostmi in talenti služimo svetu. Potem nam bo to uspelo. Na prvem mestu je ljubezen, ker ljubezen izgrajuje. In recimo, da se, še povem tole misel zdaj aktualno v teh dneh, papež Benedikt XVI, mislim, je nekoč dejal, da nismo ustvarjeni za udobje, ampak za veličino. Ja. In mislim, da je to zelo dober povzetek tega, kar bi sam tudi želel položiti slehernemu tu navzočemu na srce, da je vso hrepenenje, vso pehanje, ne, za dobrinami sveta, za bogatstvo, kar smo prej govorili, da se v tem ne izčrpava smisel življenja. Lahko imamo udobno življenje, ampak ali bomo srečni? Ne. Srečni bomo samo takrat, ko bomo živeli za to, da živimo veličastvo. Veličastvo pa je, da smo v bistvu Jezusovi otroci, deleči prihodnjega veka, vsak ima svoje talente, izkoristimo jih za to, da izgrajujemo Božje kraljestvo, ko imamo še čas. Amen. Thank you.